Ja, v slovenskem zdravstvu se je v zadnjih 5 letih po podatkih nabralo tam nekje za okrog 600 milijonov evrov dodatnega denarja zaradi gospodarske rasti, zaradi več zaposlenih in zaradi več vplačil v zdravstveno blagajno, ampak kljub temu dodatnemu denarju v slovenskem zdravstvu se čakalne vrste niso kaj bistveno zmanjšale. Celo več, bili so v zadnjih dneh objavljeni zaskrbljujoči podatki, da so se na katerih področjih celo čakalne vrste celo podaljšale, kar se nam zdi nesprejemljivo. Kaj ti podatki pričajo? Govorijo o temu, da kljub temu, da je več denarja, se čakalne vrste ne zmanjšujejo, torej ni glavni problem v denarju, ampak je glavni problem v organizaciji slovenskega zdravstvenega sistema. Interventni zakon za skrajševanje čakalnih vrst, ki ga je spisala Zdravniška zbornica Slovenije, spisala ga je stroka, ki najbolj pozna sistem. Nova Slovenija ga je z največjim veseljem posvojila in tudi pred dnevi vložila. S tem smo v Novi Sloveniji želeli dati jasno sporočilo, da je zdaj prišel čas, da je politika na nek način dolžna prisluhniti stroki, ki najbolj ve, kako rešiti te težave slovenskega zdravstvenega sistema. Naj zelo jasno povem, da v Novi Sloveniji podpiramo javno zdravstvo, da si želimo javnega zdravstva za vse, ne zgolj za peščico. V zadnjem obdobju se dogaja, da je to javno zdravstvo vse manj dostopno za slovenske državljane, da slovenski državljani kljub plačevanju teh zdravstvenih prispevkov namesto do pravice za zdravljenje dobijo predvsem pravico do čakanja, kar se nam zdi nesprejemljivo. Prepričani smo, da moramo graditi javno zdravstvo, ki bo vsem dostopno in da zdravstvo ne sme biti poligon ideoloških bojev, ker bolnika zanimata samo dve zadevi. Prvič, kdaj se bo začelo zdravljenje in drugič, kdo bo to zdravljenje plačal. In ta interventni zakon, ki ga je spisala Zdravniška zbornica, naslavlja prav te probleme, torej kako uporabiti vse razpoložljive kapacitete v Sloveniji, da pride čim prej do zdravljenja bolnika, seveda pa to zdravljenje plača ZZZS, torej Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, kar se nam zdi bistveno. In če počrtam, torej cilj Nove Slovenije in tega zakona je, da zagotovimo vsem dostopno javno zdravstvo z vsemi razpoložljivimi kapacitetami, ki obstajajo v Sloveniji. Za podrobnosti predstavitve rešitve tega zakona bi pa prosil predsednico zbornice, prosim. Hvala za besedo. Zdravniška zbornica Slovenije ima na podlagi 5. točke 71. člena Zakona o zdravniški službi pristojnost sodelovanja pri pripravi zakonov in drugih aktov in predpisov z področja zdravstva. In izvrševanje te pristojnosti je pa seveda odvisno od sodelovanja oziroma od tega, v kolikšni meri Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije vključi zbornico v to normativno dejavnost. Zbornica si prizadeva za sodelovanje vsakokratnim ministrstvom za zdravje, saj smo prepričani, da je takšno sodelovanje v civilizirani družbi predpogoj za profesionalizem v medicini. Profesionalizem, ne profesionalnost, označuje medsebojno zaupanje. Na eni strani zaupanje med zdravniki in pacienti, na drugi strani pa med zdravniki in družbo. In to slednje, zaupanje med zdravniki in družbo, je v naši državi močno omajano in posledično prihaja do slabšanja delovnih pogojev v zdravstvu in seveda odhajanje zdravnikov v tujino. Zbornici ne moremo kar nemo opazovati takšnega razkroja javnega zdravstvenega sistema, saj smo odgovorni za naše paciente, ki v tem sedanjem sistemu ne bodo mogli več priti do tistih zdravstvenih storitev v tistem času, ki bi bil najbolj optimalen. Se pravi, v tem sistemu ne morejo priti do storitev v okviru rednega zdravstvenega zavarovanja. In o tem je govoril že gospod Tonin. Ministrstvu smo ponudili roko in dvema državnima sekretarjema
v mesecu juliju izročili osnutek zakona, o katerem zdaj govorimo, vendar ni bilo z njihove strani prav nobenega odziva. Smo pa mi zakon vseeno poskušali izboljšati in smo ga. In bistvena razlika med prvotnim in sedanjim zakonom je ravno v tem, da aktualni ne predvideva več dodatnih proračunskih sredstev. Torej, ne gre za to, da bi morali dobiti več sredstva, ampak da bi ta sredstva, ki že obstajajo oziroma bodo obstajala, razdelimo tako, da ne bodo zaradi neizvedbe storitev ostala neporabljena. Torej, veste gotovo, da so v preteklosti se ta sredstva odobrila specifično za krajšanje čakalnih dob, da pa niso bila porabljena. Torej, ljudje, ki so plačali, ste plačali, smo plačali v zdravstveno zavarovanje, teh storitev nismo dobili. In predlog zakona gre ravno v to, da bi v tistih primerih, kjer so čakalne dobe nedopustno dolge in jih ne moremo zagotoviti na drugačen način, da bi v tistih primerih po seveda odloku vlade smeli angažirati vse razpoložljive kapacitete in to pomeni tiste zdravnike oziroma zdravniške time, ki imajo dovoljenje za delo, skratka, ki so že v nekem delovnem procesu v okviru zdravstva. Natančneje smo to opisali v zakonu. Zdaj, ker gre za interventni zakon, ki se ukvarja tudi s vprašanjem pomanjkanja zdravnikov in o tem tudi gotovo vsi veliko veste. Mi smo na repu držav EU po številu zdravnikov, smo poskušali najti neko rešitev, ki bi v okviru javnega zdravstvenega sistema določila boljši oziroma bolj uporaben okvir delovanja zdravnikov. In to smo tudi v zakonu natančno predstavili. Pa še to, prej, ko sem govorila o storitvah in čakalnih dobah, se nam zdi pomembno tudi to, da že sam zakon vključuje nek korektiv oziroma možnost, da se v primeru, da nek izvajalec ne opravi programa, da se zaveda, da bo plačal penale in denar iz teh penalov gre spet v izvedbo zdravstvenih storitev. Bistveno pri tem drugem delu zakona, ki uvaja to novi pravni okvir za delovanje zdravnikov, pa je v tem, da bi popravili negativne učinke zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je močno zamejil delo zdravnikov in tudi tisti, ki zmorejo, ki želijo, ne morejo poljubno sodelovati in se vključevati v izvajanje zdravstvene dejavnosti tam, kjer je to najbolj potrebno. In s tem bi vsaj s tako ureditvijo, ki bi bila manj birokratizirana in ki ne bi zato za tiste, ki delajo več, kot jim zakon dovoljuje, predvidevala kazni, smo pač predlagali sistem, kot je tudi zapisan v zakonu. Za vas novinarje bo verjetno zelo zanimiv tudi uvod v zakon, kjer je podrobno opisano, kako je zdravstveni sistem urejen v nekaterih EU državah in kako v teh državah brez nekih velikih težav kombinirajo delovanje zdravnikov v javnem in v zasebnem zdravstvu. Toliko imam za uvod glede zakona. Zdaj, čisto tehnično, mi smo predlog zakona poslali hkrati, isti dan, isto minuto z istim e-mailom na naslove vseh poslanskih skupin v Državnem zboru. In to je bilo 7.1. in katerakoli politična stranka bi se odzvala na ta naš predlog, bi seveda se z njo sestali oziroma se dogovarjali, kako naprej, kajti za nas je bistvenega pomena to, da gre zakon v obravnavo. In tudi v prihodnje velja, če se katerakoli poslanska skupina želi z nami sestati, da pridobi dodatna pojasnila, smo to pripravljeni narediti. Toliko z moje strani.